Letošnji dan varnosti in zdravja pri delu 2025 je že drugi zapovrstjo. Razdelili smo ga na 3 dele. En je ta del sejmišča, kjer se različni dobavitelji varovalne opreme predstavljajo različne inštitucije, ki skrbijo za zdravje in varnost pri delu. Ja, danes je poseben dan za nas vse, ki bi moral veljati 365 dni v letu in zaradi tega rotim vse zaposlene, sodelavke in sodelavce, predvsem tiste na proizvodnih linijah, da skrbijo ne samo zase, ampak tudi za kolegice in kolege, ker gre za zdravje vseh nas. Pri delu obstajajo tveganja in bomo morali tukaj narediti več, zato da v čim krajšem možnem času to področje pomembno izboljšamo. Smo ponosni partner podjetja Alpacem, kjer v bistvu skrbimo za osebno varovalno opremo njihovih zaposlenih. Nudimo celostno rešitev za zaposlene na področju osebne varovalne opreme in pa tehnično pomoč in podporo pri zahtevnejših delovnih mestih, kjer je izpostavljenost ali življenjska ogroženost toliko višja. Z rezultati meritev smo danes zelo zadovoljni. Sproščanje je danes pomembno, ker smo vsi napeti. Dnevno smo v krču in potrebujemo tudi sprostitev na dnevni bazi. Trudimo se ozveščati širšo populacijo o bolezni prebavnega trakta. Ja, mi smo društvo za podvodne dejavnosti, kajti mi rešujemo dejansko 4 občine. To so nesreče lahko z raftom, kajakom ali pa avtomobilske prometne nesreče. Drugi del je zunanji z praktičnimi prikazi. Pokazali smo jim praktično poklic reševalca oziroma diplomiranega zdravstvenika v reševalnem vozilu. Od današnjega dne si bom najbolj zapomnila reševalno vozilo in kako smo oživljali lutko. Zelo smo veseli, da nas te posoške firme povabijo, ker na ta način otroci vidijo, kje vse so zaposlitvene možnosti za kasneje. Pri reševanju ljudi iz višine je najbolj pomemben čas. V tistem svojem reševalnem pasu je v bistvu krvni obtok onemogočen, zato je zelo pomembno, da poznamo postopke. In tretji sklop so pa poučna predavanja, zajemajo v bistvu varnosti in zdravja na splošno. Odvisnost od nove tehnologije v vseh poklicih. Moramo pa vse narediti, da se z njo ne zasvojimo. Zdaj, da se mi z njo ne zasvojimo, pa moramo oblikovati družinsko kulturo uporabe nove tehnologije. Je zelo teh najstnikov, ki so zasvojeni z mobilnimi telefoni in napravami. Zato je gibanje ena najboljših preventiv, da nas virtualno ne uniči. Torej, pravica do odklopa je v bistvu kultura, ki se v nekem podjetju vzpostavi, da delavec po delovnem času ni več vpleten v procese dela in se lahko sprosti. Cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu je zelo pomembno. Na leto zboli povprečno v zadnjih 10 letih 100 oseb in skoraj polovica od teh ima lahko tudi dolgotrajne posledice. Vodenje intervencije sledi po 4 fazah, in sicer, da gre najprej za zbiranje informacij, potem presoja, kar se tiče načrtovanja, zavarovanja samega kraja nesreče, odločitev, izdaja povelja in seveda nazaj kontrola. V sklopu policije je pomembno, da ko pride policija na kraj, da se te stvari za reševalci, za gasilci ne premikajo, ker le tako lahko potem ustrezno odkrijemo dejanske težave, problem, zakaj je prišlo do te določene nesreče. Jaz osebno sem zadovoljen z odzivom tako lanskega kot letošnjega dogodka. Letos se je odzvalo malo več zaposlenih iz bližnjih firm, zunanjih, naši pa v enakem številu kot lani z navdušenjem in pozitivnim odzivom.